Lepo pozdravljeni. Konec julija so se začela dela rekonstrukcije lokalne ceste Krško-Vrbina v dolžini 1,1 km, obenem pa poteka novogradnja južnega kraka obvoznice mimo Žadovinka v dolžini 1,25 km. Gre za tretjo fazo izgradnje krške obvoznice oziroma njenih dveh podfaz. Gre za Vrbinsko cesto, ki je vredna približno 3 milijone 300 in pa za cesto proti Žadovinku, ki je sedaj po pridobljenih ponudbah vredna okrog 3 milijone pa 100. Se pravi, skupaj gre za skoraj 6 milijonov 400 evrov veliko investicijo, ki je financirana v dobršnem meru iz evropskega denarja. Občina pa pri tem prispeva kar zajeten delež, in sicer za Vrbinsko cesto približno 30% tega zneska, medtem ko za cesto v Žadovinek pa približno 17%. Konec julija so se začela dela na Vrbinski cesti, in sicer v dolžini 1,1 km. Sedaj, ko ta cesta še ni državna in še ni pod tolikšnim prometom, to cesto tudi uredili. Cesta naj bi bila preplaščena, predvsem pa, kar se tiče same občine, naj bi bile urejene tudi kolesarska steza v podaljšku od mosta potem vse do rondoja, tako da bi potem s tem tudi dobili kolesarsko povezavo skozi ob Savi. Vrbinska cesta bo sicer v celoti obnovljena, poleg že omenjenih kolesarskih poti bodo vzporedno urejene tudi površine za pešce ter javna razsvetljava in komunalna infrastruktura. Da, tukaj je tudi ta večji delež občine, in sicer cirka 900 tisoč evrov. Gre za vse komunalne vode, ki sodijo sicer noter, plus tega pa seveda pločniki in razsvetljava. V času obnove bo ta odsek ceste mimo Vipa pa popolnoma zaprt do 21. decembra 2018. Da, to je izvajalec se tako nekako izbral v terminskem planu, da potrebuje popoln mir, se pravi, da ni cesta prevozna. Obvoz je seveda skozi Staro vas in čez železniški prehod proti nuklearki. Res pa je, da ne bi bila ta prekinitev oziroma zapora samo nekaj časa, potem bi bila cesta deloma odprta in zopet potem na koncu, šele v letu 2019, ne bi bila potem spet zaprta in krajši čas. Gre za cesto, ki ni tako zelo obremenjena, je pa seveda obremenjena zaradi Krke, potem zaradi nuklearke, Gena in drugih, ki gredo v to smer. Drugi del tretje faze izgradnje krške obvoznice pa predstavlja novogradnja njenega južnega kraka mimo Žadovinka v dolžini 1,25 km, ki je trenutno prav tako v teku. Narejen je že kako bi rekel, neka zasnova rondoja, od tega rondoja pa potem poteka proti vasi Žadovinek in se priključuje potem pri samem nakupovalnem središču na že obstoječi rondo. Pri Eurogardenu bo še en manjši rondo, ki bo pravzaprav uredil promet sedanje ceste proti vasi Žadovinek, tako da seveda bo tudi tam potem ta promet tako urejen, kajti ta cesta bo državna cesta in bo seveda po njej potekalo veliko prometa, tako ta promet, ki ga sedaj skozi Krško, bo potem potekal po tej cesti. Rok za dokončanje celotne obvoznice je predviden konec leta 2019, torej tako Vrbinske ceste kot novega južnega dela obvoznice mimo Žadovinka. Torej, terminsko, kot je bilo rečeno, naj bi bila Vrbinska cesta končana nekje v začetku naslednjega leta, s tem pa sovpada tudi gradnja drugega dela obvoznice, kajti obvoznica naj bi bila pokončana nekje do konca leta 2019, se pravi nekje celoten projekt obvoznice naj bi bil zaključen konec leta 2019. To so seveda nekje načrti, jaz upam, da kakšnih posebnih ovir pri tem ne bo in da bo dejansko ta plan tudi spoštovan in realiziran. Občina Krško ima z Ministrstvom za infrastrukturo sicer še kar nekaj odprtih projektov, denimo cesto proti Zdodam, za katero so že pripravili in na Direkcijo za infrastrukturo oddali vso dokumentacijo, pa tudi cesto med Brestanico in Podsredo ter cesto proti Podbočju. V poletnih tednih se po več krajih sevniške občine zvrščajo razne infrastrukturne ureditve, katerih namen je predvsem povišanje ravni cestno-prometne varnosti. Tako je med drugim v teku tudi izgradnja povezovalne poti med Šentjurjem na Polju in železniško postajo Breg. Ob regionalni cesti Loka pri Zidanem mostu Breg potekajo dela za izgradnjo povezovalne poti v dolžini približno 450 metrov.
Ta projekt je nekako kar dolgotrajen, kajti gre za zahteven projekt. V naravi je videti precej enostavnejši, kot dejansko je, kajti na tem območju, na tem delu se stika ta cesta, državna cesta in železnica s svojo infrastrukturo z SVTK kabli, nad katerimi želimo mi kot občina urediti to povezovalno pot, pešpot, kolesarsko pot, skratka za varnejši promet predvsem pešcev, in najprej je bilo potrebno prestaviti kable, jih zaščititi v skladu s pogoji železnic. Deda se trenutno nadaljujejo z gradnjo drenaže in ustroja poti, istočasno pa se ureja tudi parkirišče pri železniški postaji. Ki je nekoliko omejeno prostorsko med cesto in železnico, pa vendar so načrtovalci pripravili načrt tako, da bo boljše, uporabnejše, kajti Breg je precej prometno železniška postaja, veliko ljudi prihaja tu na vlak in urejenost postajališča bo zagotovo k temu pripomogla. Skupna pogodbena vrednost del za zaščito železniških signalno-varnostnih naprav in gradnjo poti znaša dobrih 103 tisoč evrov, dela pa bodo predvidoma zaključena v približno enem mesecu. Ureditev je namenjena povečanju prometne varnosti tega območja, v nadaljevanju pa bo možna tudi povezava vse do naselja Breg. Trenutno gre sicer za prvo fazo projekta, ki teče od prehoda proti Šentjurju do konca železniške postaje ali nekako praktično do gasilskega doma na Bregu. Naslednje faze ureditve pa zagotovo gredo proti samemu Bregu. V naslednjih fazah bodo dela potekala v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer želimo, da Direkcija za ceste uredi vozišče, da razširi bankine in opravi preplastitev tega prepotrebnega vozišča te ceste od Šentjurja proti Bregu. Na tak način bi zagotovili eno primerno cesto. V teku je tudi projektiranje mostu čez Podvinski potok. Kajti ta most je dotrajan in ne nudi več prometne varnosti, kar bi bilo ključno. Obvestili smo tudi Direkcijo za ceste, da je ovinek oziroma zožitev, ki je bila odpravljena, to da je hiša na Bregu podrta, odstranjena. Tako da Direkcija za ceste tudi v svoj plan umešča ureditev tistega dela, tistega križišča, poravnavo ovinka v skladu s projektno dokumentacijo, ki je izdelana. Tako je nekako načrtovana celovita ureditev ceste od začetka Brega praktično do konca, do odcepa za Šentjur. Gre za obnovo ceste v skupni dolžini približno 1000 metrov. Nadaljne delo bo nekoliko manj zahtevno zaradi odmika od železnic, pri tem bo manj zahtevno, zagotovo pa bo zaradi poteka znotraj poselitve v bližini hiš ravno tako zahtevno z usklajevanjem. V osnovni šoli Milana Majc na Šentjanž se je v zadnjih letih zvrstilo več investicij, pomembnih za celoten kraj. Nova telovadnica pri šoli nudi prostor številčnemu občinstvu za razne prireditve, šola pa je bila tudi energetsko prenovljena. Prihajajoča nova pridobitev je izgradnja in oprema nove kuhinje. Občina Sevnica je v zadnjih letih intenzivno obnavljala osnovne šole. Osnovna šola Milana Majc na Šentjanž je tako dobila novo fasado, nadomeščena je bila stara telovadnica, zdaj pa je na vrsti izgradnja nove kuhinje. Ta se je namreč nahajala v premajhnem prostoru v prvem nadstropju šole, jedilnice pa pravzaprav sploh ni bilo. To je bilo nesprejemljivo, tudi strani inšpekcijskih služb smo bili na tako stanje opozorjeni, ki smo se ga zavedali, pa vendar je za prenovo potrebno imeti sredstva in tudi nekako logično zaporedje investicij v Šentjanžu je bilo tako, da po energetski prenovi in ureditvi telovadnice je potrebno urediti jedilnico in kuhinjo. Trenutno tečejo gradbena dela. Dela znotraj šole bodo zaključena do 1. septembra, tako da ne bo moten pouk, dokončano pa v celoti ne bo. Pri tem projektu je namreč prišlo do težav s ponudbami izvajalcev na trgu, zato so bili primorani ponoviti javni razpis.
V tem času je prišlo do zamika zaradi ponovitve javnega razpisa, izgube časa zaradi tega, zato ne bo zaključeno v celoti s 1. septembrom, pa vendar šola se zna prilagoditi in verjamem, da se bo prilagodila, da bo pouk nemoteno tekel in vse, kar v šoli mora biti izvajano. Sam projekt zajema ureditev kuhinje, jedilnice in ostalih pomožnih prostorov. Vrednost investicije skupaj z opremo znaša dobrih 500 000 evrov. Poleg tega je v načrtu tudi ureditev dostopa do šole in zunanjih površin. Tukaj tesno sodelujemo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in ureditev križišča proti šoli se ureja skupaj z ureditvijo državne ceste Šentjanž-Glino oziroma tržišče Hotemeš. Pri tem je nekako usklajeno, da se kapelica, ki je na desni strani te ceste, premakne, da se sprosti dodaten prostor, zato da ni potrebno toliko opornih betonskih zidov in da bo nekako cesta bolj odprta in da imamo dovolj prostora za primeren priključek proti šoli in za obračališče za avtobus, kar bo izboljšalo prometno-varnostne pogoje v okolici šole v Šentjanžu. V nadaljevanju sledijo še ureditve zunanjih športnih površin, z njimi pa bo prenova osnovne šole v Šentjanžu zaključena. Velika večina plastičnih odpadkov iz sveta, tudi iz Slovenije, je v preteklosti končala na Kitajskem. Ker pa je Kitajska s 1. januarjem 2018 napovedala omejen uvoz plastike in tudi kartona, se je v komunalnih podjetjih po Sloveniji začela kopičiti odpadna embalaža. V Sloveniji se predvsem zaradi aktivnega ločevanja odpadkov na izvoru količina mešanih komunalnih odpadkov v zadnjih letih zmanjšuje. V občini Krško in Kostanjevici na Krki, če rečemo, da smo pred letom 2005 odložili skoraj 15 000 ton odpadkov, smo v lanskem letu odložili še samo 187 ton odpadkov, vse ostalo je pa šlo v snovno ali pa v energetsko predelavo. Isti, bi rekel, podobni odstotki se pa tudi v drugih občinah, saj z aktivnim ločevanjem odpadkov na izvoru zmanjšujemo količino mešanih komunalnih, s tem povečujemo količino prevzete embalaže. Ta embalaža je pa trenutno problem zaradi tega, ker embalažne družbe, predvsem ena embalažna družba, ne opravlja tistih nalog, ki bi jih mogla v skladu z pogodbami. Druga težava pa je v tem, da embalaža, ki prihaja v Slovenijo, ni vedno evidentirana. Ocenjuje se, da več kot 40% embalaže, ki prihaja na trg, ni evidentirane in potem viški te embalaže tudi predstavljajo težave. Ocenjujem pa, da je ministrstvo naredilo en korak naprej, s tem, da je izdalo nova okoljevarstvena dovoljenja embalažnim družbam, tako da ocenjujem, da bi se tudi ta težava mogla razrešiti. Moram pa povedati, da najmanj težav z prevzemanjem embalaže je bilo takrat, ko smo imeli v Sloveniji samo eno embalažno družbo. Kostak oziroma njegova hčerinska družba HPG je zato v Cundravcu vzpostavila začasni zbirni center, kjer začasno skladiščijo presežke. Skladiščijo se pa večinoma, to se pravi delno kmetijski odpadki, delno pa odpadki po mehanski obdelavi odpadkov. To se pravi, gre za manjše količine odpadkov, začasno skladiščenje, gre v bistvu za registriran zbirni center, za katerega je tudi družba dobila ustrezno dovoljenje s strani Agencije Republike Slovenije za okolje in se pač skladiščenje upravlja v skladu s tem dovoljenjem. Situacija na trgu je takšna, da so izvozi odpadkov povezani s kapacitetami cementarn, ki pa nihajo, dodaja Gabrič. To se pravi, ko so v obratovanju, potrebujejo gorivo, ki ga izdelujemo, ko niso v obratovanju, je potrebno te masne tokove začasno balansirati. In zbirni center v bistvu služi temu, da lahko prevzemamo odpadke od naših pogodbenih partnerjev, med drugim naprimer tudi Snaga Ljubljana, tudi takrat, kadar sami nimamo plasmajev oziroma možnosti za izvoz goriv v tujino. Kapaciteta tega zbirnega centra je 4000 ton. Mislim, da se tam trenutno skladišči precej manj odpadkov kot 4000 ton, približno 2500-2000 ton. Se pravi, Kostak to odda. Vse pošiljke odpadkov v ta zbirni center so začasne, so prijavljene preko informacijskega sistema za ravnanje z odpadki.
Gre pa za začasno skladiščenje, tako kot sem rekel. To se pravi, recimo v preteklih 2 mesecih so cementarne bistveno znižale svoje kapacitete, to se pravi zmožnosti za prevzemanje gorin, in v tem času, glede na to, da mi še vedno moramo prevzemati odpadke na trgu, to se pravi, to so komunalni odpadki, jih pač moramo začasno skladiščiti. Ko se bodo pa kapacitete cementarne sprostile, kar se računamo, da se bo zgodilo v naslednjih mesecu, 2-3, se bo pač zbirni center spraznil oziroma bomo te odpadke prevzeli nazaj v obdelavo. Tu gre za 2 frakcije odpadkov, dodaja Gabrič, in sicer za odpadke iz kmetijstva in energetsko bogato frakcijo iz mešanih komunalnih odpadkov. Glavnina teh odpadkov je papir, plastika, tekstil. Tekstil pa različni kompozitni materiali, to, kar v bistvu najdemo v mešanih komunalnih odpadkih brez biološkega dela odpadkov, da se razumemo. To se pravi, notranji biološki del odpadkov je izločen iz teh frakcij. Zbirni center v Cundravcu za Kostek ni dolgoročna rešitev, saj je, če nič drugega, stroškovno neučinkovita. Z vidika ekonomike poslovanja ni smiselno odpadke tukaj predobdelati, jih odpeljati na skladiščenje v zbiranje 5 km ali pa 10 km stran, jih nazaj prevzeti na obdelavo in jih potem plasirati v tujino na ustrezno končno obdelavo. V načrtu pa imajo razširitev možnosti skladiščenja odpadkov v okviru Centra za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem gradu. V zvezi s tem smo že vložili prošnjo za ustrezna dovoljenja na Arso, kjer pa nažalost na to še niso ustrezno odgovorili oziroma še čakamo za dovoljenja, čeprav dejansko dovoljenje za takšne količine skladiščenja odpadkov v bistvu že imamo, samo ne pustijo nam postaviti streh, to se pravi ustreznih nadstrešnic, boksov, kjer bi lahko ta odpadek ustrezno skladiščili. Če bodo postopki nekoliko hitreje stekli, računajo, da bi se to lahko zgodilo v nekaj mesecih. Ko se bo to zgodilo, ne bodo imeli ne potreb in ne želja po začasnem skladiščenju odpadkov na drugi lokaciji. V naslednjem letu in pol imamo načrt, da na tem Centru za ravnanje z odpadki bistveno povečamo zmožnosti za skladiščenje na eni strani odpadkov, za ustrezno skladiščenje pod streho, povečamo kapacitete za čiščenje odpadnega zraka, kar pomeni, da bi še dodatno zmanjšali vplive na okolje, ki so že zdaj v mejah zakonitega. Hkrati pa želimo tudi izvesti določene investicije dodatne v požarno varnost, detekcija požara in požar. Ta investicija bi družbo Kostek stala približno 1,5 milijona evrov. Nadaljujemo v Sevnici. Tamkajšnji javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je pristopil k obnovi kulturne dvorane Sevnica. V teku je celovita sanacija odra, obnova talne obloge in vhodnih vrat v dvorano. Kulturna dvorana Sevnica, ki je sestavni del tamkajšnjega kompleksa prostovoljnega gasilskega društva, je bila nazadnje temeljito obnovljena leta 2001. Zaradi precejšnje dotrajanosti pa trenutno poteka celovita sanacija odra, obnova parketa in vhodnih vrat v dvorano. Več kot desetletje, skoraj 2 desetletji je od prenove in je potrebna zopet prenova, ne nekako kompleksna, ampak prenova odra, ki ni več primeren oziroma že celo nekako dotrajan, pa tudi prenova parketa, stavbnega pohištva, zato da dobi kraju primeren videz. Upravljavec kulturne dvorane, ki se sestoji iz parterja s 156 sedeži in balkona s 72 sedeži, je KŠTM Sevnica. Kulturna dvorana v Sevnici, bom rekla, služi več namenom. V njej delamo razne prireditve, manjše dogodke, razna društva jih uporabljajo za svoja predavanja, za kakšne gledališke predstave, v njem izvaja kino in abonma. No, in prišli smo do faze, ko smo ugotovili, da bo potrebno nekaj obnoviti, in v lanskem letu je bil dogovor z občino Sevnica, da nam pomaga s finančnimi sredstvi pri obnovi odra. No, naknadno smo se pa odločili, da bi tudi obnovili parket, ker vemo, da to dvoje ni bilo že v dvorani nekaj časa obnovljeno in je obnove najbolj potrebno. Sredstva za obnovo bo v celoti zagotovila občina Sevnica. Vrednost del je dobrih 50 tisoč evrov. Verjamem, da bodo ta sredstva zagotovila povsem
lepši videz in boljši videz, hkrati pa tudi varnejše okolje v tej kulturni dvorani. Začeli smo v juliju za pripravo na obnovo, avgusta, septembra pa računamo, da bi se to izvedlo in v septembru potem zaključilo. Tudi zato smo se odločili, da v letnem času pristopimo k temu, ker je dvorana malo manj obiskana, tudi kino ne obratuje niti abonma. Če bodo dela potekala v skladu z načrti, bo dvorana na redu v drugi polovici septembra, z njo pa vsi predvideni programi. Ja, vsekakor, zato ker tukaj zopet začenjamo z abonmajem, začenjamo s kinom. V lanskem letu je bil zopet obojen z enim zunanjim partnerjem, in se je pričel en lepo obiskan. Tako da vsako zakasnitev pomeni, da tudi potem ti ne moreš teh dogodkov tako izvesti, kot si si zamislil, in računamo na to. Zaenkrat teče tako, kot je predvideno, in upamo, da se v tem mesecu in pol ne bo nekaj nepredvidenega zgodilo, ker pač jasno so bili popisi narejeni, se vedelo, kaj more, glede na to, kot že omenjeno, ni bilo nekih nepredvidenih situacij ali pa nepredvidenih del ne planiramo, tako da računamo na dokončanje v roku. Grad Pišece, ki je v lasti države, po več let trajajoči obnovi še vedno ostaja brez vsebine in brez najemnika. Interesa za najem pod pogoji, ki jih je v preteklosti ponujala država, pa do sedaj ni izkazal še nihče. Država je namreč po obnovi sklenila, da grad odda v dolgoročni najem. No, kar se tiče ministrstva, da zadnje čase nimamo nobenih podatkov, seveda takrat, ko se je začel grad obnavljati, je bilo mišljeno, da bo noter postala ena državna inštitucija, ki bi izvajala predvsem razne programe. Žal od tega ni nič in seveda mi kot občina smo žalostni, da se v tem praktično nič ne premakne. Grad je zaprt, kljub temu, da je bilo veliko denarja vloženega tudi. Molan je izrazil upanje, da v doglednem času pride do dogovora in resnega iskanja najemnikov. Vemo, da je bilo kar nekaj zainteresiranih, vendar na koncu so več ali manj vsi zaradi pogojev, ki jim je ministrstvo nekako predpisalo, odnehali in pa odstopili. Tako da je žalostno, da en grad, kjer je lepo obnovljen, je tudi biser Pišec, nekako sameva. Verjamem pa, da če ne bo dolgo tudi najemnika, bo začel s časom tudi nazaj propadati. Pred leti je bila sicer težava tudi v tem, da do gradu ni bilo napeljane vode. No, jaz mislim, da ni glavni problem voda. Dejstvo je, da seveda v tem trenutku nimajo resnega najemnika. Takrat, ko je bilo mišljeno, da bodo določene vsebine, ki so se potem na nek način predstavile v kozje oziroma pod sredo. Tako da jaz mislim, da v tem trenutku ni neke resne volje ali pa tudi ambicij, da bi dejansko res se zgodilo kaj in da bi ministrstvo našlo nekega najemnika. Žal pa seveda občina tu nima nobenih pristojnosti in tudi nas ne vključuje, kajti ta grad je v lasti države. V Posavju poleg Pišeškega stoji še 6 gradov, kar 3 od teh so v brežiški občini. Poletje je čas dopustov. Če imate psa, ga boste ali pa ste ga že skoraj zagotovo vzeli s seboj na morje ali v gore. Na kaj biti ob tem pozorni pa v nadaljevanju? Čeprav je psom prijaznih destinacij iz leta v leto več, se je treba že takoj v samem začetku ob načrtovanju dopusta obvezno pozanimati, ali so v hotelu, apartmaju ali avtokampu vaši štirinožci spol dobrodošli. Vsekakor je treba razmisliti, kakšna bo temperatura, na kakšno lokacijo gremo, konec koncev, ali je v bližini kakšna pasja plaža, če je dejansko mesto prijazno psu in če je pes dejansko pripravljen na takšno, recimo, spremembo okolja. Tisti psi, ki so tudi sicer navajeni spremljati človeka na poti, z daljšimi potovanji načeloma nimajo težav, dodaja Gomilškova. Ogromno psov potuje in mi tudi zelo spodbujamo to, da je pes naš sopotnik, kjerkoli se nahajamo. Je pa treba vedeti, da starejši psi z bolj potisnjenimi nosovi, mogoče kakšni bolj občutljivi psi, pa morda za poletne visoke temperature ravno niso prijetni na kakšni vroči lokaciji, kjer mogoče ni sence ali pa kjer je preveč dogajanja in gneče. Priporočljivo pa je žival pred potovanjem navaditi na daljšo pot. To naredimo postopoma, mogoče s krajšimi izleti, s kakšnimi priboljški ali pa igračami. Samo potovanje pa naj poteka tako, da pred samim potovanjem naj grejo na daljši sprehod. Živali naj bodo v ustreznih prostorih, ali so to kletke ali so privezani. Pomembno je, da imajo zagotovljeno vodo, svežo vodo, vedno na razpolago.
Med potjo so obvezni večkratni postanki, da si pes malce odpočije, se sprehodi in sprosti. Če se odpravljate na dopust in bo vaš kosmatinec ostal doma, pa je najbolje, da ga v začasno varstvo zaupate odgovornemu prijatelju ali sorodniku. V tem primeru je najbolje, da ga ta vzame v svoj dom. Če pa te možnosti nimate, je po državi na voljo nekaj tako imenovanih pasjih hotelov ali kavč varstev. To pomeni, da so psi za časa dopusta del naše družine, da so z nami, hodijo z nami na piknike, družinska kosila, v hribe, kolesarijo, plavajo in vse druge aktivnosti. Za varstvo se večinoma odločijo ljudje, ki si izberejo kakšno potovanje, ker bi mogel pes iti z letalom zraven. Za varstvo se odločijo ljudje, ki imajo kakšnega bolnega psa ali pa recimo starejšega psa. Pa tudi nekateri psa s sabo vzamejo na morje, pa potem vidijo, da je mogoče za njega bilo preveč stresno ali pa da niso imeli časa zanj, da niso smeli kopati v morju, ker ni bilo pasje plaže in podobne stvari. V času našega obiska je bilo v tem krškem pasjem hotelu nastanjenih 27 psov. Podjetji pa niso polni le pasji in mačji hoteli, ampak tudi zavetišča. Ja, mislim, da se kar pokaže, predvsem je večja količina psov v poletnem času. Mogoče starejši psi pridejo, naprimer tisti, ki niso čipirani, pa če se odločijo, da grejo na daljši dopust, enostavno psa zapustijo, ga odvržejo in potem nas pokličejo najditelji. Tako da se kar pokaže to. Trenutno imamo v nastanitvenih boksih 8 psov, pa v izolatoriju, to so psi, ki so prišli pred kratkim, 3 pse. Imamo pa tudi kar nekaj mačk, ker je zdaj tudi sezona mladičev in je kar tega veliko. Tako rečemo okoli 10-15 se giblje številka. V poletnem času je tudi posvojitev manj, je pa v teh mesecih vsekakor več sprehajalcev. Sicer danes smo prvič, Eva ima enega kužija že posvojenega, ga ima doma. Tako da zdaj, ko so počitnice, bomo večkrat prišli. V poletnem času je veliko sprehajalcev, veliko je staršev, ki pridejo z otroci sprehajati. Samo posvajanje pa ni tako veliko. Več posvojitev sicer pričakujejo jeseni. V vročih poletnih dneh, ko sami iščemo različne načine osvežitve, je prav, da pomislimo tudi na hišne ljubljenčke, saj je vročina neprijetna tudi za živali. Poletna vročina ni pasji zaveznik, še zlasti ne psom z dolgo dlako. Težavna je sicer za večino hišnih živali, saj lahko ogrozi njihovo zdravje in celo življenje. Pojavljajo se tele vročinski udari. To pomeni, da v bistvu se poviša telesna temperatura pri njih tudi do 41-42 stopinj. Pospešeno je dihanje, lahko padejo v nezavest ali pa v komo. Tako da, če pride do tega, da vidite, da pes začne pospešeno dihati, da se umiri oziroma je omotičen, je najbolj, da takoj ukrepate in pokličete veterinarja, da najdete ustrezno pomoč. Znaki, ki kažejo na to, da lahko pride do toplotnega udara, so steklen pogled, rdeč do vijoličen jezik, rdeče ali bdede dlesni, močno sopenje, lahko tudi tresenje, slabost, močno slinjenje, povišan puls, oteženo gibanje, možen je celo kolaps. Ukrepanje je nujno, če je temperatura višja od 40 stopinj Celzija, če pa je nad 41 stopinjami, je že življenjsko nevarna. Poletje treba biti pozoren, da se pes na soncu ne pregreje. Živali, ki živijo zunaj, morajo imeti senco, svežo vodo, morajo imeti prostor, kamor se lahko umaknejo pred koncem nevihtami. Svetujemo, da v bistvu tam, kjer je pes v boksih in tako, naj bo boks oziroma tam, kjer pes prebiva, naj bo na senčnem delu, naj ne bo prepiha, pa naj bo prostor dovolj velik. Fajn je, da morajo imeti psi zadostno količino vode na razpolago, tudi hrane. Dobro je, da ne sprehajajo psov v vročem delu dneva, se pravi opoldne, ampak da se na sprehod odpravijo zjutraj ali pa pozno zvečer, ko se ohladi. Potem je pomembno tudi, da smo pozorni pri mladičih ter starejših psih, da jih preveč ne obremenjujemo. Paziti je treba tudi pri psih z zdravstvenimi težavami, predvsem boleznimi srca ali dihal, psih s prekomerno telesno težo in psih kratkogobčnih pasem, kot so denimo buldogi in bokserji, ki imajo pogosto težave z dihanjem. Toplotnemu udaru se izognemo tudi tako, da psa poleti nikoli ne puščamo v avtomobilu.
Pa v tem času je tudi pomembno, da naprimer pse ne pustimo, da pijejo iz kakšnih teh vod in ribnikov, ker se lahko s tem tudi zastrupijo. Pojavljajo se tudi različni piki insektov, naprimer tudi ugrizi kač. Tem nevarnostim so najbolj izpostavljeni manjši psi, mladiči in psi, ki so alergični na pike. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Bodite z nami tudi prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.